Kam greš? Tle je bowling, no? A misliš, da mi rata? Ja, mogoče, no. Ne, da bi padel. A boš? Dej, no. Če je težka žoga, no, moram se malo skoncentrirati. No, le dej. A si pripravljen? Ja, ampak pohit, no. Ej, tle imajo tudi parket, le. Jo, Daša, ne mi v parketu, no. Ko veš, kakšno paniko imam doma. Saj majster lej pride čez 3 ure, bo on takrat zrihtal to vse. Jaz bom pa zdaj malo igral, ne? Kaj počnem drugega? Škaj me zanima? Če jaz to žogo vržem tle na tla, a se kaj poškoduje ta parket, misliš? Kaj pa jaz vem? Ne vem, pa sploh me ne zanima. Tebe nič ne zanima, razen tega tvojega parketa, joj. Ja. Čakaj, nadaš, grem jaz vprašati, sama. Ženske. Desetka! Živjo, Dober dan. jaz imam pa eno vprašanje. Mene zanima, če krogle tečejo po teh stezah, a se kaj poškodujejo tla? No, lahko se poškodujejo, če bi prišlo do fizičnih poškodb, drugače pa steza zaščitena, tako da premazana z oljem, z tenkim slojem olja, tako da poškodb od krogel steza načeloma ne dobi. Kateri material pa je to? Meni sicer zgleda kot parket, ampak najbrž ni, ne? No, na začetku, ko so pač začeli igrati bowling, so se steze delale iz lesa, oziroma konkretno iz hrasta, ker je pač najbolj trd les. In sicer so se delale kot iz parketa. Vse te ploščice, črtice, ki se vidijo na stezah, so se ročno zlagale med seboj, tako da so dobili pač širino steze. Z napredkom tehnologije so se pa te lesene steze dejansko nehale proizvajati, tako da se zdaj proizvajajo samo steze iz tako imenovanih laminatov. Laminatov, ki so pač proizvedeni pod visokim pritiskom, da lahko zdržijo te udarce krogel, ki padejo na stezo. Kako pa vi to potem vzdržujete, take laminatne plošče? To je procedura v vsakem bowling centru, pač čiščenje, ker zjutraj, ko se center odpre, je prah, ki se je preko noči nabral, pač padel na steze, tako da se najprej pobriše prah in pa odvečno olje prejšnjega dneva s stez, potem se pa pač tretira tako, da se pošlje po stezi mašino za mazanje stez, s čimer se steze dejansko zaščitijo in pripravijo za uporabo za tekoči dan. Sem slišala, da ste imeli tudi svetovni pokal v bowlingu, tudi to ga ni nič uničilo, vidim. Ne, to pa sigurno ne, zato ker to so pa le pač športni igralci, športniki, in vejo in poznajo, kako se igra in kako pač center obratuje. Kaj pa, če bi jaz recimo v petkah prišla sem? No, lahko bi prišla sem, vendar preden bi stopili na zaletišče, vam bi ponudili uporabo bowling čevljev, ki je obvezna. Obvezna je zato, da se ščiti zaletišče pred fizičnimi poškodbami, kar ženske pete lahko povzročijo, predvsem kakšne praske na zaletišču. In to so tiste poškodbe, ki pač sčasoma lahko uničijo zaletišče oziroma stezo. Drugače za normalno uporabo pa do tega ne bi prišlo. Tudi čevlji za bowling so, bom rekel, podplati narejeni, na podplatih je usnje, tako da ni možno, da bi poškodovalo zaletišče. Čau! Pa kje si ti, no? Na vrsti si, te čakam tle že toliko časa. Ja, kako si živčen. Daj vrš, no. Se prideš šele čez 3 ure, moj star. Ja, no, sem ta čas bi rad izkoristil, ne? Daj umakni se. Ja. 10 bo padla, si pripravljen? Da te vidim. Si videl? Pa to je ta začetniška sreča. Ženske. Zdravo, živijo. Dobar dan. Dobar dan, Samo. Parketarji. Živijo, Samo. Stane se jaz. Poglejte zdaj, kaj je naredil, no? O, vidimo. A si morate sploh misliti, poglejte tole srajco, no? A to je pa izdelk?
To je to. To je, ja, mojstrovina. Če moram Tale je pa res. moški likat. Se zgodi. Ampak sem pa saj mokre cune pol dal v gor, ker sem se bal, da bo požar, sem pa saj to zaščitil. Ja, če ne to drugega. sem malo zmočil še zraven. Ne. Ja, to je No, pa to vse. ni bilo mogoče glih A ne? najbolj pametno, no, ampak se zgodilo. No. A pa se je dalo to vse skupaj sploh popraviti, kako to zgleda? Ja, bi šlo, če ne bi vi tega zmočil. Nažalost bo treba zdaj najprej to okolico, ne, tle okrog bo treba to posušiti, da malo pomeri, da vidimo, koliko je vlage, koliko je to popilo. No. Mene malo skrbi zdaj, ne? A te je možno, da se ta parket kar vname tako ali mogoče boš kakšno drugo talno oblogo izbrati ali kaj? Parket seveda kot les gori, ne, samo so druge talne obloge, ki so lahko še bolj nevarne. Lahko še prej planejo in gorijo. Ne. To se je v bistvu kar dost hitro tudi ugasnilo. Ne. Kaj pa če vam je kakšnega kužka noter, ki skače pa s kremplčki, ki je praska, to je... Ja, za take, če kuža ni prav velik, ni tako grozno velik problem. Ne. Če pa so večji kužki, pa bolj priporočamo olje na parketu kot lak, ker se potem bolj... Manj se vidi, ne, razi se po... To Daša skozi nekaj sprašuje, pa kužki, pa mačke, pa deva medva raj mojstre pustiti, da to zrihtata, da bo čim prej fertik, kaj veš, da sem živčen, tako da deva Danes ne med. bo šlo, bo treba... A še to ne? Sem pomeril, sem pogledal. Vi sem za začetek nekaj narete, medva vas pa pustiva, da se vsaj začne posel. Bova pogledala, ja. Posluški se me danes. Pri enem mojstru, ki dela kar neke mozaike, vzorce iz lesa, razumeš, neke cvetlice, pa ptiče, pa jadrnice. Veš, kako kul to zgleda, to bi jaz imela doma, sam je ful drago. Valjda, da je drago, če mora vsako deščico posebej izrezati. To ful pride. Veš kaj, ko boš imela ti enkrat svojo vilo, ti sploh ne bo problem še nekaj drobiža dodati, boš imela tak parket. To imaš pa prav, ne, ker bom jaz enkrat imela svojo lastno vilo, kar se bo sigurno zgodilo, da ne bo pomote, mi najbrž to res ne bo odvečne. Ja, veš kaj, je pa res drago. Tudi za tiste po moje, ki imajo svoje vile. Kaj dražje še? Ja. Parket, ki stane 1000 evrov na kvadratni meter. 20 kvadratnih metrov. 20 000 evrov, si nor, kaj iz zlata ta parket, ali kaj? Ne, ni zlata, iz reke je. Les je ležal v reki skoraj 6000 let. A tega ti pa ne verjamem, ni že 100-krat zgnil v tem času. Ker verjemi, veš, to je les iz reke Save v Slavoniji. In ker je ta les ležal v neki glini, pa v mulju, je ostal večstoletni čist nedotaknjen. In potem je prišlo še do ene neke kemične naravne reakcije in je les postal grafitno črn. Veš, koliko hudo mora biti to, ej. Wow. Ampak še zmeraj pa drago. Ja, pa sej tega ne bomo kupovali mi v Sloveniji. To je za tiste tam v Dubaju, šejke pa to. Mi bomo kupovali parket, ki je star samo 1000 let. A samo? No, to pa kul.